Dober dan vsem skupaj. Zdaj sem razmišljal, zdaj bi že lahko, glede na to, da je to 3. sezona, sem razmišljal, da bi zdaj lahko tako kot so nadaljevanke, tisto serija 3, epizoda 1, epizoda 2 bi lahko zraven pisal, ko bomo najavljali te naše Zoom kavice. Zdaj, kot sem že napisal v vabilu, z nami bo tudi Nika Pajek, tale moja sodelavka tukaj čez steklo, in ima cel kup idej, tako da bo tudi ona dostikrat prevzela kako Zoom kavico. Zdaj za oktober, se pravi, no, evo Nika. Dober dan. Zdaj, danes imamo tale vaš tole zavod Odtis, Zavod za izobraževanje in inkluzijo. Z nami sta, če nekdo se je vklapljal, z nami sta, kaj smo že rekli? Tina Cerk. Tina Cer, ja. Pa se kar predstavi, Tina, na kratko, no, tako. Malo o sebi. Ja, malo o sebi povej. Namreč, jaz sem iz Ljubljane, mislim, nekaj let, oziroma že skoraj 20 let živim v Ljubljani in pa prvotno sicer nisem, se pa iz okolice, iz Borovnice. In namreč, drugače, na tem zavodu Odtisu sem zdaj trenutno skoraj 1 leto že zaposlena, redno. Predtem sem bila pa vedno vpeta kot prostovoljka v ozadju in pa rada rišem, se ukvarjam z različnimi ustvarjalnimi rečmi. Ne vem, imam rada rožice, hodim rada na sprehode. Rada tudi grem v hribe, zdaj, ko je nek program, mislim, Gogo program, gore osvajajo bibalno verani, to mi je res super. To slepimi, ne? To slepimi hodiš zraven. Tudi, ja, je. Mene skupaj. Vključeni probajo vključiti vse, ravno s tem namenom, da se med sabo podružimo, poveselimo, pač prava inkluzija. Tako, noter je pa tudi so od mladih do starejših, tako da je res neko medgeneracijsko povezovanje med sabo. Tako, to je malo o meni, no. Ja, mogoče to, da sem 39 let stara, še kaj takega, ne vem. Zdaj, se pravi... Sem, na primer, zelo... A lahko povem, da imaš mišično distrofijo? Hvala, ja. Seveda, ja, drugače v sedanjem dnevu uporabljam električen voziček zaradi mišične distrofije. Sicer sem postopoma, se mi je bolezen slabšala, kar pomeni, da sem v osnovni šoli postopoma začela slabše in slabše hoditi. Potem pa ravno konc, ko sem za daljše relacije sem že uporabljala voziček. V začetku srednje šole pa sem se res usedla dokončno na voz in z njim potem sem šla res vse povsod. In mi pravzaprav ni predstavljati tako vera, ja, je seveda, nisem mogla iti v hribe. Ampak drugače sem se čisto z njim povezala in doživela res srednjo šolo pravim pomenu besede. Od lumparij do lepih reči. Kaj še, ja, mogoče mi malo dušen kaj s pod vprašanjem, kar namigni, kaj še želiš izvedeti. No, se bomo tekom pogovora, bomo še kako zadevo, se še bojo tudi sprašvali, ne? Tako da... Ja. Zdaj, ne vem, v ponedeljek sem gledal ta film o tej, kaj je že, Piskačevi Martini, ne vem, poznate ta film, na RTV je bil? Ne. Ja, poznam, ja. Da bi se ga dalo za audiodeskripcijo opremiti? Ne. Ja, to bo treba pa Matejo vprašati, ja. No. Tako da je zanimiv film je bil, tako da sem pravzaprav, no. V redu, hvala ti. Gremo zdaj, Kim, a se slišiva? Ja, dober dan.
Ja, Jaz živijo. sem pa pravo. Ti si se ta zadnja menda pridružila, ne, tej skupini, tam so še zmeraj najavljene 4, ti si pa 5, ne. Tako je. Jaz sem malo novejša članica in v bistvu sem prišla v to skupino čisto slučajno, ker imam drugače ozadje iz psihologije. Pred leti sem študirala psihologijo in potem sem z Zavodom Odtiž šla na 2 projekta in tako. In potem, ko je prišel čas, da se počasi dam na trg dela, sem šla na proces zaposlitvene rehabilitacije in so mi punce rekle, kaj pa, če bi se ti mogoče nam pridružila, ker imaš mogoče takšno podlago, s katero bi lahko nam doprinesla na nek način k projektnemu delu. In tako sem zdaj že od leta 2019 ponosna članica ekipe Zavoda Odtiž. Super. Drugače sem pa Štajerka, živeča v Ljubljani. Zelo rada berem, predtem pa potujem po svetu in odkrivam razne nove stvari. Lepote. No, Tako. super. Tako sem hotel vprašati, zdaj veste na vozičkih, a ne? Zdaj me zanima, moji slepi so kar malo alergični, če jim rečemo, da so slepci, a ne? Se pravi, to je ona žival, ki ni kač, ampak je kuščar, ne? Ampak zdaj me zanima, če vam rečemo, da ste vozičkarce ali vozičkarji, a je to žaljivo, oziroma kako se pač to nazivate, oziroma kako? Ja, mislim, iz mojega stališča gledam, je mi pomemben pristop, pač kako se v zadnji zveni ali zveni spoštljivo, ali ne. Tako da lahko tudi vozičkarji, mislim, mi med sabo smo si vse še prilestali, naprimer, je bilo prav, ko smo se lažje pogovarjali, komunicirali, je bilo, no, vi vozičkarji vedete na levo, pa dajte to pa to. Nekaj ti prekinja. Ful prekinja. Ful prekinja, imaš neko slabo povezavo. Sorry. Ja. Je mogoče bolje? No, daj, kar govori, bomo videli. Namreč, če ne se bom probala pol na računalnik, da trenutno sem... Mogoče imaš mikrofon dek pred usti, pa vam ga piha. Je se bolje? Ja. Ja, mogoče malo bolje, ja. Mogoče ste bolje, če govorim. Ok, pa se potrudila zelo na glas govor. Namreč, predlog. Kako? Povej. Če mogoče izkupiš kamero, da bi bilo boljše. Aha, ja, če vam ni problem, ja, z veseljem. Čakajte sekundo. Mogoče pa ti jim poveš med časom. Evo, Darinka je še doma, pa se je vklopila. Lepo zdrav vsem skupaj. Živijo. Na odhodu v Belo Ljubljano potujeva na Radio Slovenija. Na intervju gre Walter. Skratka, če ste že začeli, se opravičujem, ampak vas bom kasneje pogledala za nazaj. V redu, hvala Darinka, se mi se pa tako vidimo, a ne? Tako danes ob 2 kot naslednji teden, a ne? Tako da sem najavil kavico za naslednji teden. Kaj pa naslednji teden? Sta pa Walter pa Darinka. Bravo. Kulturniški par iz Maribora. Super. Ja, ćemo nadaljevati. Ja, lahko. Vozičkarji si rekel. Ja, zdaj sem vprašal, no, se pravi, vozičkarji. A je zdaj boljše? Ja, zdaj boljše, ja. Boljše slišimo. No, super. Ja, jaz se spomnim, naprimer, eno anekdoto, mislim tako, ko sem še plesala, namreč je bilo vedno tako, ne vem, daj vozičkarji, pejte klejo levo, pa naredite to pa to, ne hodeči, Ne, namreč tukaj je bilo zelo tehnično, lažje sporazumeti, se skomunicirati. Mislim, tako da mi ta izraz je nekako čist domač. In zelo pač vedno poudarjam, da je pomemben, da ni pomemben toliko izraz, kakor to, kako je v ozadju slišati, torej je spoštljiva ta beseda izražena. Tako, ton, intonacija, tukaj se pol vidi, ali je to, ne vem, šaljivo, ali je spoštljivo, ali je res nekaj, kar je v ozadju negativnega in
ne vem, manj vrednega. Tako da to je moj odgovor, no, glede izrazoslovja. Tako. Jaz sem v hecu uporabljal izraz motorizirana enota invalidov. Ti pa še nisem slišal ta zakon. Saj smo res motorizirani. Vse zato. Dobro. Tako zelo vojaško se sliši. Midva, ko sva se pogovarjala, sva si tudi vice pravila, oziroma tak en vice je povedal. Tako da, a čva tudi še zdajle ponoviti? Jo, pa ne vem, meni je to tako, ne vem, ali je bil dovolj dobro izrečen. Vedno, ko se potrudim, je tako na koncu pa ne rata. Mislim, pa je uspel zadnjič reči. Ampak, no, namreč z Dušan sva se zadnjič slišala in mi je povedal en vic in jaz sem pa povedala nazaj, da se pa mi šalimo na to, da slepi ne morejo verjeti svojim očem, gluhi ne morejo verjeti svojim ušesom, distrofiki pa skačejo od veselja. Pač, ironično. Jaz pa pravim, da jaz svojim očem lahko 100% zaupam. Nikoli ne bom rekel, ne morem verjeti, kar vidim. Jaz sem pa unga povedal, ko so šli na Brezje invalidi, pa je prišel ven gluh, pa je rekel, slišim, pa je prišel ven slep, pa je rekel, vidim, pa je prišel vozičkar ven, pa je rekel, jaz imam pa nove gume. Odlično. Odlično, ta je res. Te distrofike... Kako je? Dva distrofika imate tudi v Beli krajini, ne vem, kako se poznate. Kje je dva pa? Mogoče? Mateja pa Maja. Bojanc. Ne, žal. Ja, se ta distrofika. Ja, tudi da obe dve na vozičku, no. Na motorna vozila? Ja. No, ko je. No, in... No, vse ne vem, kaj sem. No, v redu, še ena zadeva me zanima. Zdaj, veste, mlajši, mi, ko smo starejši, smo bili navajeni, da smo uporabljali izraz invalida. Zdaj, potem, jaz se spomnim, ko smo bila s Klaudijo Poropat, sva bila en mesec v Londonu in ta od IHD-ja, in takrat so glih ustanavljali ta IHD in je rekla, pač teorija in praksa moje življenje. To je pač naziv IHD-ja, nekako, in sva tam razmišljala o tem hendikep ali invalid. Se pravi, nov koncept neodvisnosti, s katerim so oni začeli, so pač rekli, da rabimo tudi nov izraz. Zdaj, katerega ve uporabljate? Oseba na vozičku, naprimer, tega se najbolj postoja. Torej, najbolj pomemben je, da je oseba pred neko lastnostjo. Tako probamo se izogniti vsem tem razprtijam. Tako da se tudi seveda invalidnost uporabimo, kot je naprimer oseba z invalidnostjo. Tudi hendikep uporabimo, kdaj se je to odvisen od konteksta, kjer je lažje primernejše se izraziti. Tako, ampak predvsem poudarjamo ta oseba z lastnostjo. Se jaz umešam, nekoč davno nazaj sem bil prisoten, so se pogovarjali z nekim, bom rekel, invalidom iz Anglije, no in je rekel, da tam ta izraz hendikep ni priljubljen, ker to pomeni roka kapa. V bistvu leveža ga prosi denar. Ja. Ker je iz tistega obdobja časa Vietnama, če se prav spomnim. In takrat so bili pač obobožani in tako je pa štartalo ta izrazoslovje. Kar izvoli. Mislim, da ta invalid je nekaj, kar je tradicionalno v naš okolje vpet, se strinja, da ima neko stigmo v sebi, je pa ful pomemben to, kako družba raste in se razvija mentalno. In se mi zdi, da z pojavljanjem nas samih,
kot aktivno državljanstvo, kot posamezniki z neko integriteto, z mnenjem, ne postavljamo to po robu, to stigmo. In se mi zdi, da ni več tako pomembna. Sama beseda ne dobiva več tazga negativnega prizvoka, kakor je nekoč. Ampak že počasi se uveljavlja, to je pa ta, ki ima zelo močen poudarjen mnenje o tem pa tem, naprimer. Tako. Je pa tudi res, da je odvisno od vsakega posameznika, kako odnos bomo do tega. Vsak posameznik ima do določene besede mogoče slabši odnos, ko pa do kakšne druge besede. Recimo nekomu bo beseda invalid v redu, pa mu beseda hendikepiran ne bo v redu in obratno. Zelo tudi odvisno od samega posameznika, ampak tako je rekla Tina, jaz upam pa verjamem, da se počasi ta negativni prizvok zmanjšuje, pa da res daje poudarek na osebi, ki je z neko invalidnosti oziroma z neko lastnostjo, ne pa toliko na sami invalidnosti. Jaz sem malo raziskoval te besede handicap, invalid je pa pri nas gleda, da je v Sloveniji, da je bilo prvič omenjeno v eni knjigi nekaj besed o invalidih iz leta 1953 in je not zapisano, invalidus pomeni v latinščini slaboten, bolan, neobogljiv, neodporen. Že zgodovinar Livius, ki je živel na začetku našega stoletja, piše o milites invalidi, se pravi o bolesnih vojakih. In verjetno je od takrat naprej izhaja, ker pri nas se nekako govori predvsem o teh invalidih, da je invalid, iz angleščine neveljaven. Rusi imajo izraz recimo netrudosposobni, kar pomeni delovno nezmožen. Latinci imajo pa celo rečejo homo manicus as debilis, ki pomeni osebno invalidno osebo, ki je nesposobna za delo in umsko omejena. Francozi pravijo pa infirmi, kar pomeni bolehnega, neobogljenega človeka v slabšalnem pomenu, pa tudi neumnega in butastega. Mislim, to so zdaj prav zanimivo, mi, ko se recimo vsak dan srečujemo z invalidi oziroma je z slepimi, pravzaprav vidim, da je to zadeva res daleč od neke resnice. Jaz razumem te. Slišiš? Ja, Brane, ti si starosta tukaj, boš povedal. Par besed o tej tehnologiji, res čisto lahko veliko govoril o tem. Ta debata traja že več kot 20 let, vsake toliko časa bolj izbija na dan in smo že pred 20 leti na Socialni zbornici Slovenije ustanovili ekspertno skupino, ki je preštudirala vse te termine, vse te izraze. Bilo je pomembno zaradi prevoda mednarodne klasifikacije ICF, potem prevoda konvencije o pravicah invalidov in tako dalje, in je bila splošno sprejeta, čisto uradno, splošno sprejeta beseda invalid, oseba beseda z invalidnostjo zaradi večjih kriterijev. En med njimi je, da je dokaj enoznačen, da vsako sliši to besedo, približno ve, za koga gre, koga to označuje. Potem izgubila je negativno konotacijo, tako je včasih imela bolj prisotno. Danes bi marsikdo celo želel biti invalid, zaradi različnih stvari. Potem v različnih besednih zvezah je izredno uporabna, recimo invalidski dodatek, invalidska komisija in tako dalje, besede, ki absolutno ne moš uporabljati v teh povezavah. In je tudi naša, čist v zakonodaji, konvencija o pravicah invalidov, 14. člen ustave, je prinesel besedo invalidnost, skratka je to splošno sprejeta beseda invalidnost. Če tudi je, da nam predolg, recimo na fakulteti za socialno delo so uporabljali termin handicap. Handicap pa izhaja iz 300 let nazaj, ko so v Angliji sprejeli zakon, ki je dovoljeval beračenje invalidom. Handicap, kapa. Roka kapa, roka. In če kdo na PSD je uporabil besedo invalid, je padal. Ampak tam tudi to besedo več ne uporabljajo, ampak pravi ekspert za izkušnjami.
Zdaj smo govorili s neko, potem sem jaz ekspert z izkušnjami na področju slepote. In rekla, ja, seveda. Ne, mislim, da to potem beseda nezmožni, manj zmožni je celo ušla v letno poročilo varuha človekovih pravic. Namesto invalid je napisal nezmožni. Nisem to protestiral, to je bila Vlasta Zdolka takrat varuhinja, in sem se protestiral proti tej besedi in sem se podpisal nezmožni brane. In to je. Zakaj je to neprimerna ta beseda? So to razumeli kot priimek? No, to je res splošna beseda, ki je najbolj običajno uporabljena in tako dalje je beseda invalid, oziroma še bolje, kot je prej rekla gospa, oseba z invalidnostjo. Gospod Brane, prav strinjam se z vami, da je res najbolj uporabna ta beseda invalidnost v besednih zvezah, kot se prej omenil, v nekih aktih in teh stavki, ki se pojavljajo, da sploh prideš do, da lahko izrečeš, zakaj se gre. In tudi je enoznačno. Hvala pa, nisem pa vedela, da je ta handicap je že nazaj, 300 let nazaj nastala. Sem pa mislila, da je šele po vojni v času Vietnama tam nekje. Ja, mogoče pač moja napaka. Hvala. Vsi se učimo vsak dan. Se učimo. Ja, res je. Tudi to, kar pač naš zavod že obstaja 10 let in res, jaz vem, da se vsak dan učim nekaj novega, ne samo, če ne čisto vsak dan na to temo, ampak vedno pridem do nekaj, kar tako, ok, kaj pa zdaj? Tako konstantno nek razvoj je v zvezi z delom, področjem, ki ga pač upravljamo. Pač mi smo pač nevladna organizacija, ki delujemo na neformalnem izobraževanju in inkluzijo z namenom, da se posamezniki, torej osebe z invalidnostjo, tako gibalno, kot senzorno, kot duševno, aktivirajo, probamo spodbuditi z našo, pač, da so čim bolj aktivni zase in to na področju, kjer se samo aktualizirajo, da je ta sekundarna dejavnosti, ki že obstajajo, da radejo čim bolj vključujoče, torej na področju kulture, športa in neformalnega izobraževanja. Zdaj sem tako vse na ozko poudarila. Ja, jaz sem tukaj prebral, da ste v bistvu na področju športa, umetnosti in kulture se ukvarjate, čisto na kratko. Ja. Zdaj, pred leti je bilo v Cankarjevem domu, ste imeli tale zadevo, vse, kar ste želeli vedeti v nas, pa se niste nikoli vprašali. Ja. To je pa drugače, štart bil, ko sem bila še študentka in takrat še zavoda avtizem ni bilo, ampak smo bile še vse aktivne v okviru Društva študentov invalidov in kot znotraj programa nekega dramskega tečaja se je pol porodila ideja, kaj če bi pač naredimo, ker nismo bile samo punce, ampak tudi fantje, da naredimo predstavo o tem, s čim vse se pač soočamo, kako izgleda sploh naše življenje. In to je bil zelo, zelo dober. A lahko malo to opišeš, glede na to, da večina od nas tega ni videla, slepi pa pravzaprav si tudi takole s tem, kar se mi da pogovarjava, težko predstavljajo. Predstavlja, kaj je, pa bi mogoče mečken bolj malo tudi opisala, da bo si lahko tudi slepi predstavljali. Ja, pa mogoče Dušan, mogoče me malo ki poprav karikiri, da bom bolj predstavila. Namreč, sama predstava je iz 9 zgodb sestavljena in v 9 zgodb zatega, ker mislim, da je iz 9, zdaj že toliko nazaj, nas je bilo 9 posameznikov,
študentov in je vsak predstavil svojo anekdoto, ko se mu je zgodila. Naprimer, prav jaz konkretno sem predstavila svoje žuranje v času študija, kako sem sama se soočala s tem, da sem bila v diskaču in preprosto WC ni bil dostopen in kako zdaj to prepreko, pač, da lahko jaz vse to, da ne grem domov hoditi, da lahko jaz zdaj pa grem lahko na WC, kaj bom naredila. In preprosto... Rečeva, da so bile stopnice do WC-ja, ne? Tako, ja, vidiš. Hvala, no, so bile stopnice. In pač meni ni bilo težko reči nekomu, ki sem ga ravno spoznala, če bi bil pripravljen me nesti do tja, skupaj z mojo prijateljico in seveda mi je Gospodič pomagal. Tako, in ta izkušnja, da je nekdo, ki ga poznaš ravno pol ure oziroma 2 uri, da pač preprosto brez težav reče, seveda bom pomagal, povej kako pa kaj. Gre z mano na WC, ne, si rekla. Gre z mano na WC in ja, seveda sem ga pogledala globoko v oči, tako da se je zazrl in sem ga hipnotizirala s tako lepo vibro, da ni mogel se upreti. To je malo na način, pripovedujem na način malo erotike, tako da je to bolj tako ljubeznivo, nagajivo predstavljen in no, pravzaprav seveda, zakaj sem šla tudi žurat, zato da spoznam kakšnega fanta in da se imam luštno. In tako je pač tudi seveda situacija opisana. In tudi jaz se znotraj tega dogodka, ko me on nese na WC, pripovedujem, koliko sem jaz sposobna dvigati noge visoko in on seveda tega ne verjame. Jaz to pokažem, seveda on mi mora pokazati. Mi mora dvigati nogo, ker jaz kot distrofik tega ne zmorem sama. In dvigne nogo, vidi, wow, ti pa si res sposobna. Kdo bi si mislil, da lahko ti dvigneš tako nogo na visoko, glede na to, da si na vozu. No in se tukaj smejiva in za spomin mu rečem, daj prosim vzemi WC rolico papirja, tako da imela za spomin na tebe, na ta dogodek. Malo čudaški spominček, ampak je tak prikupen in je zanimivo bilo, no? Tako. To je ena taka anekdota, upam, da sem jo dovolj dobro opisala, da si predstavljate. No, je pa tudi, naprimer, od prijateljice Marje, ki je prav tako soustanoviteljica Zavoda Avtiza, ki je pa govorila o, naprimer, kako se je srečala izzivi na letališču, konkretno v Avstriji, kako so pač ves ta proces, da se čekiraš in potem daš svojo predlago in tudi moraš registrirati, da imaš voziček. In to je tako dolg proces in se vedno včasih, mislim, večinakrat zatakne pri samem vozičku. Zakaj? Zaradi baterij. No in tudi pri njej se je zataknilo, da nikakor niso verjeli, da so suhe baterije in potem je nek zdravnik prišel, je hotel izvedeti, kaj ima za eno bolezen in celo ugotovil, da ta bolezen sploh ne obstaja po njegovem znanju. In no, po nekem dolgem času prepričevanja in tudi kako že, mislim, da je rabila tudi nekam poklicati, da je dobila potrdilo ali kako da. Lufthansa in zdravnik, nekje iz Nemčije, ali kaj je mogel dati neko potrdilo, da je lahko gre na letalo.
tako, da je lahko sploh naprej šla v proces, da je lahko potlej na koncu letela. In naprimer ta stvar se je dogajala 12 let nazaj in če zdaj pogledamo, ko smo leta 2022, se stvar še vedno ni tako premaknila. Naprimer, še vedno zdaj, ko imamo te različne projekte mednarodne in ko gremo s puncami, predvsem električen vozek, imamo pogosto težave s tem, da je problem, mislim, seveda, vedno moraš imeti potrdilo, da je suha baterija od vozička ali pa od dihalnega aparata, da tudi vmes, ko imaš medlet, da težko dobiš voziček nazaj, zato ker imajo ves ta proces natovarjanja in istovarjanja tako dolg in zakompliciran, da niso željni dati svojih, da daš ti voziček tik pred avionom, ker namreč te vozički so za nas res prilagojeni, da se ne utrudiš, da lažje dihaš, da lažje sediš. In ta proces je res tako malo mučen in vsakeč znova se soočaš z nekimi izzivi. Voziček je v bistvu prilagojen za vsakega posameznika, ne? Praktično je unikaten, ne? Res je, in tudi pač mi smo unikatni, ne? Zato, ker naše sedenje je vsega drugačen in zato ga res voziček rabiš, da je tvoj, ker pol tudi lažje sediš na njemu in se ne utrudiš. In na letalih ti običajno, takoj ko se čekiraš, reče, no, zdaj je pa voziček, da še ta voziček počekiramo in ga damo naprej v terminal, da ga lahko dajo v tovor. Ti reče, no, zdaj pa ti damo mi svojega in to je navaden voziček, ki je tako čist navaden, to si predstavljate, ta najbolj robusten, kar je možen, brez nekih prilagoditev in ali sedež, najbolezine. Tako da je res težko sedeti na njemu. Po 3 ure ali pa uro in pol, preden sploh prideš do letala. Ne? In ta proces je tako malo obremenjujoč, stresen. A se je že zgodilo, da se je voziček izgubil, recimo, ali pa da je... To pa Kim ta prava za odgovor. No, Kim, povej. Smo imeli že 2-krat take situacije. Enkrat, ko smo šli, sicer meni osebno ne, hvala Bogu, ampak enkrat je izgubila kolegica voziček, ko smo šli v Poljsko in so ga iskali in so ugotovili, da je šel voziček na napačni let in so potem voziček preko nekega posebnega transporta poslali njej nazaj v Slovenijo, s tem, da je mogel iti voziček tak na servis, ker je bil cel polomljen. To, hvala Bogu, potem smo hitro uredili, ampak so take neljube situacije. Potem je bila enkrat situacija, ko smo šli v Španijo in je zaradi nas, nažalost, letalo skoraj 3 ure zamude, zaradi tega, ker so oni pozabili, da morajo imeti mogoče dvigalo, če želim, da dati voziček gor na letalo, ne? In so potem iskali to dvigalo in tako, so pač razne situacije, ko so včasih, mislim, v tisti situaciji, ko si tam, niso komične, ampak potem pa pogledaš na te, pa se znaš tudi malo smejati na to temo, ker je dejansko pač taka komična situacija včasih. Tako da čas nenavadna, Ni bilo 10 let nazaj, da so celo v nekem pregledu na carini dali voziček na tekoči trak, da so povedali, če kaj šverca. Če kaj v vozičku v resnici. Res je, tako je. To je pri Mariji se zgodilo. Mogoče še pri komu, ampak Marija je prav točno to rekla, da so pričakirali, če res voziček nekaj prevara. Punce, ne greš na svojim vozičkom v letalsko kabino? Ne moreš. To pa nisem bilo. Namreč to je tako, če si predstavljam, ne vem, ste že leteli, namreč to so zelo oski sedež. No, mes je pač ozek prehod. No in oni imajo, preden greš do letala z navadnim vozom,
ali pa s svojim vozom, če jih uspeš prepričati. Ja? No in te iz svojega vozička njihovi asistentje premestijo na tak stolček, ki je ali 20 centimetrov širok in je običajno tudi tako zložljiv, v glavnem 20 centimetrov širok, ima sedež in te pripasajo gor in te pelejo. Ima pa tako kolečka majhna, tako kot te naši stoli, sobni stoli, ne, ki se pelejo pisarniški. Tako kot pisarniški stoli, samo da so zelo ozki. No in s tem te oni pač pripeljejo od vozička do sedeža, te premestijo iz tega stolčka čisto do okna, z te police oziroma do okna, do tistega sedeža. Tako da malo vmes kakšno vuško dobiš, ker je pač zelo ozko vse skupaj. Ampak je čisto razumljivo. In naletiš pa zelo prijazne ljudi med temi asistenti. Včasih tudi ne tako prijazni, ampak velikokrat se zgodi to, da vidiš, kako so, da je jezik velika bariera, ker ne vejo, ne razumejo tvojega jezika, tudi če ti angleščino, na primer, govoriš. Večina jih ne razume angleško, dostikrat, no, ne bom zdaj rekla večina. In je tako, da pa se reče, yes, no problem. Pa, na primer, rečeš, ja, nam je lahko glavo držite, ker mi glava pada v tem transferju, ne? In oni, yes, no problem. Pa misliš, da bo šlo, ampak ne gre, na primer. Tako, no, je zanimivo vse skupaj. Kaj še kitajska, Kim? Če ste imela kakšno? Ja, je pa potrebno podariti, pač jaz že kar nekaj let potujem, privatno, pa tudi zdaj poslovno. Pa je treba podariti, da v zadnjih letih se je vseeno ta asistenca na letališčih in tako naprej kar precej poboljšala. No. Tako da lahko, mislim, so včasih komplikacije, ampak lahko komot prideš od točke A do točke B, tudi če potuješ samo, tudi če ni nikogar zraven tebe. Vse, kar se tiče pač osebe na vozičku, jaz, kar se tiče kakšnih ostalih stvari, ne morem kaj dosti komentirati, ampak kar se pa tiče potovanja z vozičkom, se je pa kar poboljšalo v zadnjih letih. No. Sploh, mislim, še zmeraj so komplikacije, kadar je električni voziček, to je res, ker so zelo velike razlike v teži, pa tudi razlike v baterijah in to znajo včasih komplicirati. Če pa potuje z navadnim transportnim vozičkom, pa ponavadi ni komplikacij. No. Tako je. Jaz časi tako razmišljam, jaz sem tudi pri malih vitezih, to je to, kar smo raka preboleli v otroštvu, ne? Pa so razni psihologi, pa psihoterapeuti, pa tako naprej. Pa tako razmišljam, se bi zdravi ljudje rabili psihoterapeute, da bi nas prijeli. Res je. Ja, ne pa mi smo tako in tako aktivni po svoje, ne? Ja. No, pred leti smo šli, kolega organiziral v Frankfurt na ta sejem opreme za slepe. Ko smo šli v Frankfurt, vse ok, ampak ko smo hoteli pa nazaj na letalo iti, so pa zahtevali, da mora ta moj prijatelj, ki ima psa vodiča, kupiti reševalni jopič za psa. Noro. In kako je uspel prepričati, da ja, smo jih uspeli prepričati. Ja. Po mojem je tako varianta, da je dodaten zaslužek za njih. Ja. Mogoče še tole, glede vozičkov, ne? Včasih je bilo približno 15 leti, da so te letalske firme 2 karti zaračunale, ne? Eno za osebo, eno pa za voziček. Celo to. 15 leti Evropsko sodišče v Strasbourgu odločilo, da to mora biti samo ena karta, ne pa 2. Kak je s tem? Ja, še dober, ja, res je to pa. Nisem vedela te informacije. Še dobro, da tega ni več. Zgodovina. Ja. Zdaj res kupujemo samo eno karto. Kim, daj pa ti povej, s čem se ukvarjaš? Kakšna je tvoja funkcija v tem zavodu oziroma nasplošno? No? V zavodu jaz v bistvu zdaj pomagam pri planiranju oziroma potem tudi izpeljavi raznih projektov. Zdaj pa ali so lokalni ali pa so mednarodni. Ponavadi pomagam pač pri izpeljavi raznih delavnic. Lahko sem tudi samo idejni vodja, včasih pa tudi vodim kakšno delavnico. Super idejni vodja si bila na Finding Balance, nisi bila? Res je. No, razložite, kaj je to? Dajte razložiti nam, kaj je to.
Finding Balance je bil pa letos, maja, en tak posebni projekt, kjer smo v bistvu v sklopu dolgoročnega projekta Znanje uresničuje sanje, ki ga je organizirala Evropska solidarnostna enota. Smo v bistvu ponudili mladim, ko jih je zanimalo projektno delo, smo jim v bistvu ponudili uvid v to, kako izgleda organizacija nekega projekta. Se pravi, skupaj smo organizirali vse od začetka, pač do izbire tematike, pa potem do same izpeljave teh delavnic. In smo potem v bistvu v sklopu tega je pa potem nastal projekt mladinska izmenjava Finding Balance. Tako. To pomeni, da ste sami napisali projekt, ne? Idejo dobili, projekt spisali, prijavili, pa potlej sami naredili, organizirali delavnice, povabili druge člane države v akcijo. Ne. Tako je. V bistvu ta projekt je trajal vse skupaj par mesecev in v roku teh par mesecev smo se dobili z ljudmi, z mladimi od 18 do 30 let, ko so se prijavili in so rekli, da jih to zanima, da bi radi vedeli, kako se spiše in organizira projekt, in smo šli skupaj čez celoten proces. Se pravi, da smo razmišljali, kakšne bomo tematike, kaj bi radi sporočili, in potem se na podlagi tega pač skupaj smo imeli delovni vikend in smo spisali prijavo, smo prijavili projekt na našo nacionalno agencijo MOVIT in potem, ko se je vse skupaj sprejelo, smo potem šli iz teorije v prakso in smo potem organizirali razne delavnice, ki so pa trajali vse skupaj 10 dni. Super. Lahko še jaz dodam? Ja, izvolite. Aha, no, naprimer, tukaj ste tudi imeli time management, pač konkretno ste časovnico opredelili in tudi finančni del dodelali, ne? Kar pomeni, da ste res imeli vse v pogled v celoto, koliko kaj stane do tega, kdaj se kaj izvede in naredi, in tudi zdaj v poročanje na koncu. Pač dejansko smo želeli mladim približati celotni ta proces, ki pride zraven pri oblikovanju in potem izpeljavi projekta. In zato je bil ta projekt tudi poseben, ker mislim, da je bil eden izmed prvih v Sloveniji, ko smo dejansko delali skupaj z mladimi. Ne samo mi kot organizacija, ampak tudi mladi, ki so se prijavili na to celotno zadevo, smo potem skupaj soustvarili eno tako lepo mladinsko izmenjavo, na kateri so potem na koncu sodelovali mladi iz Slovenije, Španije, Romunije in pa Latvije. Vse skupaj nas je bilo okrog 30. Smo imeli pa pač plese osebe z oviranostmi in brez, tako da smo imeli pač mešano skupino po sposobnostih. To je tudi plan na namen našega odtiza, ne? Zato, da mlade poskušamo opolnomočiti s tem, da jih podpremo, da razvijajo svoje lastnosti, moči, zato da vidijo, kaj lahko še naredijo, tako da res ratejo aktivni državljani. Ja, aktivni državljani, ne? Se pravi, v smeri, ki se temu reče, ne inkluzija, ne integracija, v bistvu je pač, kako se že zdaj uporablja ta izraz, popolno? Inkluzija. Inkluzija, a je inkluzija? Ok. Ja. Jaz se spomnim, ko sem še zelo dosti sodeloval, to je bilo leta 95 ali tam nekje z JHD-jem, smo tam na Prešerca smo pripeljali te vozičke in smo potem znane osebnosti ustavljali in vsak je dobil neko nalogo je mogel narediti. Ne? No in jaz sem med drugim dobil nalogo, sem pač potegnil, ne, da moram iti tam v Penate na pijačo, na kavico, ne, ko so tudi stopnice in so me pol z vozičkom vred nesli not. Druga zadeva, na magistrat sem mogel iti se zmeniti za poroko, ne. Ker je tudi praktično za vozičkarje ne dosegljivo, da pride do tistega matičnega urada oziroma na magistrata. Ne. To bi bila ena taka zanimiva izkušnja.
Pa me zanima, a še v bistvu delate kakšne take akcije, recimo takole, ki v Ljubljani, da bi ki ljudi malo osveščali na ta način? Ja, da te arhitekturne ovire, ne. Te arhitekturne ovire, pač, ja. Ker mislim, da tega je zdaj kar precej, se je v teh 30 letih, kar se jaz nekako tukaj ali pa malo manj ukvarjam s temi stvarmi. Spomnim se 2 problemov. En problem je bil tale Filofax, ko so delali zadeve, ne, ko so rekli, da to pa je grozljivka, tam bomo čisto uničili arhitekturo s tistimi klančinami, a ne. Naslednja zadeva je pa v Trnovem, ko je trnovski župnik hotel narediti stopnice, da bo za cerkev, oziroma ne stopnice, klančino, a ne, je imel iste probleme. In so potem rekli ljudje tam, ti farani, so rekli, sej, če bo pa kdo, če kdo hoče pa priti z vozičkom not, ga bomo pa zagrabili, pa ga bomo nesli not, ne. Ampak je bil ta župnik toliko pameten, da je rekel, ne, če človek hoče priti v cerkev, bo prišel sam, ne pa da ga bomo nosili, a ne. Pa me zanima še te probleme, recimo, koliko se še srečujete s temi stvarmi? Če me same, tako da zdaj, prav na slovenski ravni, na lokalni ravni, da organiziramo neke take, ko se temu reče, zdaj se ne najdem izraza, da bo akcije, ja, da osveščamo neko, da je treba, da jim tle stopnico dati. To konkretno ne, nismo zdaj imeli nič. Smo pa večina na mednarodni ravni povezujemo in dajemo v bistvu med sabo te medsebojne dobre prakse. To pomeni, ne vem, da naprimer, imamo nekaj več projektov med letom in naprimer za ene dolgo nazaj smo imeli, reče se study visit. Study visit, ki je v bistvu, ko ne rečem, del evropskega projekta Small Corporation Partnership, kot Enable the Corporation, the Inclusive Sport, Action for All. Gre se za to, da smo poskušali pozitivne prakse predstaviti, povezati nevladne organizacije, športne klube, posameznike, ki se ukvarjajo z inkluzivnim športom in tudi odločevalci na tem področju, da se med sabo mrežijo in pa prenesi iz ene države v drugo. Tako da smo imeli v septembru, smo gostili Grke, Romune pa Turčijo, da so prišli do nas in smo mi predali naše znanje njim. In tako, da smo povabili iz različnih, naprimer kot je Zveza za šport invalidov, tale Paralimpijski komite, da so predstavili svoje že dosedanje izkušnje in pa delovanje, tudi judo Zveze Slovenije, kjer gre za inkluzivno judo, prav predstavnike, kot je Zlatko, ki je povedal svojo izkušnjo, kako lahko, ki ima naprimer, ki je imel poškodbo glave, kako zdaj vsem tem času on kot judist, pomočnik trenerja sodeluje in pomaga razvoju inkluzivnega športa. Potem tudi ta zveza, Planinska zveza Slovenije, Odbor in planinec Kogo, ko sem ga mogoče malo prej omenjala. Tudi naprimer paraples ali pa Maša je bila tudi del namizne okrogle mize, Maša Pupaher, Showdown je predstavila, kako je naprimer ta namizni tenis za slepe in slabovidne, kot pripomoček, kot šport, ki aktivira posameznike, ne. Pač tema sama je bila šport in ta naš doprinos je bil z namenom, da lahko te naše delovanje so prenese zdaj tudi na Grčijo, Romunijo, Turčijo. In zdaj naslednjič se bomo dobili na podobnem študijskem obisku v Grčiji in še naslednjič v Turčiji. Tako in znotraj tega projekta
delamo pa lokalne iniciative, kot naprimer, da zdaj 9. novembra bomo skupaj s plesnim klubom Zebra odprli, bomo naredili dogodek za vse, da jih povabili v dan odprtih vrat, z namenom, da povabimo čim več ljudi, z tisti, ki radi plešejo, ne glede na svojo oviranost, v tem primeru bom rekla, ali je oseba z invalidnostjo ali pa brez nje. Gre se za to, da lahko skupaj na svoj način plešeš tako ameriško-latinski ples. Ne, se bomo skupaj učili plesni korake. Tako, naprimer, to je en tak. Če že delamo torej kot na lokalni ravni z manjšimi vložki, ne, mogoče ne toliko medijsko odprto in promoviran in viden, ampak bolj na tisti branži, ki se že trenutno, ki že obstaja in trenutno razvija, da še dodamo, še naprej pomagamo s svojim doprinosom, da je še malo večji boom, tako, ki mogoče bi še ti kaj dodala, da se kaj pozabili. Želela sem povedati mogoče to, kar se tiče lokalnih iniciativ in arhitekturnih ovir, v smislu pač nekoga, ki je na vozičku. Ljubljana kot glavno mesto v zadnjih letih res več ni tak problem, ker se dejansko dosti dela na tem. Ne. Je še pa zmeraj malo problem, kar se tiče teh ovir arhitektonskih v manjših mestih, ne, slovenskih, ki so večinoma hribovita. Ne. Tako da moraš biti kar malo iznajdljiv, da pač poiščeš lokacije, kamor dejansko lahko greš. In naš namen je tudi v prihodnosti mogoče iti pa malo več narediti na kakšnih manjših mestih tudi, da se organizirajo kakšne lokalne iniciative. Tako da to je mogoče tudi eden izmed v prihodnosti. Nema je v celi Sloveniji, a mislište? Ja, zelo. Je bilo gibanje invalidom prijazno mesto? So to spodbujali potem? Tako je. Vse pravim, v Ljubljani se je jedna občina. No. Teče. Tudi, naprimer, meni je zelo pohvale vredno, poleg Ljubljane Izola, ki tudi najbolj poznam, Izola, vidim, kako se razvija, tako zelo vidno, mislim, zdaj čist skoraj prilagojena. Mislim, te glavne inštitucije so dostopne, kar se tiče arhitektonsko. Ne. Je pa res, da jaz vidim, me zelo veliko se povezujemo z gibalno oviranimi, naprimer. Ne, zelo manj izkušenj, mislim, ampak se pa vidi, da težje dostopamo do oseb s senzorno oviranostjo. Ne, je res kim. To sem hotel vprašati, če razmišljate, oziroma bom jaz predlagal mojim, da bi naredili kako skupno zadevo. Zanima, ne? Ja. Seveda, rade volje. Res je, ker se vidi, ne, da mi smo pač na vozu in pol je tudi bolj dostopne smo do teh, bom rekla, vozičkarjev. Pa ne zato, ker si zdaj nočemo se omejevati, ampak preprosto več jih poznamo ali pa prej pridemo do njih, se pa trudimo seveda čim širšem obsegu doseči vse mlade, saj ne, da so kaj od 30 let starejši pač, da niso dobrodošli, zelo so dobrodošli, ker namreč niso naši projekti samo za mlade, so pa res v večinski meri za mlade, ne. No in hočemo je pač omogočiti to, da se lahko s pomočjo vključevanja v različen projekt, da lahko vidijo, dobijo še kakšen nov potencial in da se bolj osmisli življenje, samo aktualizira. No? Tako, kot smo se mi preko, saj jaz, bom rekla zase, v času študija,
kot je bila ta predstava, vse, kar ste želeli vedeti o nas, pa nikoli niste vprašali, ker je bilo v bistvu sodelovanje z Majo Martino Merljak, z Branko Đuročo in še z drugimi res močnimi slovenskimi imeni. Sem imela tako dobro, izvrstno izkušnjo, da je bil to samo še en dodaten plus, ko sem videla, lahko zmorem nastopati, javno nastopati. Sem se naučila retorike, sem se naučila, kaj pomeni prezenca, naprimer, do tega, da sem, bila aktivna v plesu, sem tudi to videla, kako je fajn migati, to je res, ples je zakon in še marsikaj drugega je zakon. Zato je tako, jaz vidim, da je to bolj, pride do tebe, da lahko kaj probaš, vidiš, to mi je všeč, to mi ni, tukaj se vidim, to še malo naprej razvijam. Tako mi je, jaz to vidim tako izziv, hkrati učenje, vse to mešanica radosti. Tako. Super. A bi, predno dam besedo publiki, se vmes so že skakali, tako da mi je fajn, ampak bi vi dve vprašali, kaj recimo o slepih, kaj pravzaprav vam ni jasno, ker gre za dve vrsti različne invalidnosti, senzorno in gibalno, in je verjetno precej neznanje na vajeni strani, pa me zanima, imate kako vprašanje, da recimo slepi odgovorijo? Zdaj, nekdo mi je rekel, da je raje slep, kakor da bi bil na vozičku. Zdaj, dve boste verjetno rekli obratno. Točno to. Domnevam, da je jaz. Ja, včeraj sem slišala, da je še hujš gluh. Zdaj, tako da drugo vprašanje, ki se mi pa pojavlja, je pa vsaka, bom rekla, oviranost ima svoje slabosti. Imamo na koncu tudi prednosti. Iz moje perspektive, moja gibalna nezmožnost mi predstavlja to, da sem ful bolj, da vem, kdo sem, mislim, tako bolj čutim sebe, vem, kaj je bolj pomemben, tako da se, ne pravim, da se ne sekiram za stvari, pravim pa, da vem, kaj je pomembno v življenju, tako da ne vem da vem, komu namenam čas, naprimer, da se ne razpršim na vse strani, da sem bolj taka subtilna, bolj dojemljiva za življenje. Ne vem, če si predstavljate, kaj vam hočem povedati. Jaz vem, da v glavnem, da nisem tako, ne da bi rekla, ekstrovertirana ni prava beseda, ker sem hkrati komunikativna in tudi odprta za druge ljudi, kot me zanimajo njihove zgodbe, vaše zgodbe. Samo tudi to, da znam sebe občutiti, da sem občutljiva na detajle, na stvari, kako biti sočuten do sočloveka ali do sobitja ali do take stvari. No? To hočem povedati. Ja, jaz vedno tako pravim, jaz imam osebno cerebralno paralizo že od rojstva in zmeraj pravim, da je moja cerebralna paraliza nek kompas med površinskim pa vse tistem, kaj je globje, ker tisto, kaj je površinsko, vse v mojih izkušnjah, preko slej odpade tisto, kar pa so globje, neke zveze, odnosi, pa ostane. Zdaj pa jaz ne vem, jaz bi vas mogoče vprašala, kaj pa vi vidite kot prednost, recimo, tega, da si slep? Kaj se vam zdi, da je prednost pred vsem ostalim? Pred drugimi. Mogoče. To je moje vprašanje za vas. To lahko na hicu obrnemo, da lahko temi beremo. Wow, to pa nisem pričakovala. Nisi? Ne, prav ne. Ta je bila tako. To je bila prav šala že. Ja, res. Ja, sej. Pa slepo pišejo, ne? Ne, ampak res, kako se učite? Učiteljica nas ni mogla kregati, da imamo grd rokopis.
ker smo brajici pisali. Ja. Kaj je prednost skozi? Jaz imam na to temo vprašanje. Kako se učite, na primer? V šoli, dobro. Na kakšen način je vse je bilo prilagojeno za slepe, za tipanje, na tipni podlagi večinoma. Zemljevidi so bili reliefni, pri fiziki, pri kemiji se je dalo, pri kemiji je imel učitelj tele celice narejene, kako to zgleda, mislim, te protoni, pa to jedra. Pri tehničnem pouku smo marsikaj lahko potipali, tudi preverili in tako. Ampak da to pomeni, ja. Na voh pa na sluh, to gre vse skupaj. Na voh pa sluh. Ja, tudi. Morda tole, da... Zvoli, Brane, ja. Ja, kar se same slepote tiče, rekla ena kolegica slepa, ne, je rekla, da vse slepota sama po sebi niti ni tako huda zadeva, ne, ampak je pa izredno nepraktična. Veliko. Glede šolanja pa morda tole, ne, da pri šolanju imamo slepi ogromno plusov v primerjavo z drugimi invalidi, gluhi so na najslabšem. Pri slepih in slabovidih pa je delež med slepim in slabovidimi z univerzitetno izobrazbo je 2 odstotni točki višji, kot je v splošni populaciji. To je prvo. In pa drugo, imamo že, mislim, da 7 doktorjev znanosti in zdaj še ene kolegice, kolegi delajo doktorate, tako da z teh strani praktično, lahko mi na duše rečem, da ni ovire. Jasno, za pripomoč in tako naprej. Ovire so bile tako, če si hotel normalno, ovire so bile pri zdravih ljudeh. Ja, ja. Pri sprejemanju, ne? Ja. Pri prilagajanju. Ja. Smo pa imeli eno učiteljico v zavodu, jaz sem še v zavod hodil nekoč. Tako se je biologijo nas je učila, pa Rdeči križ je imela te reči. In smo jo enkrat, ne vem, kdo je vprašal sošolcev, kaj je težje biti slep ali gluh. In je izredno hitro najdel odgovor. Če ne vidiš, narave ne vidiš. In če si slep, no. Če si gluh, narave ne slišiš. Je rekla, oboje je težko. Wow. Verjetno je vsaka invalidnost oziroma bolezen, ali temu je za vsakega individualno najtežje. To, kar imaš, s tem si navajen živeti in to se ti zdi najlažje. Ja. Jaz bom tako rekla, vse, kar nam je neznano, nam je verjetno težko, pa se nam ti nepremakljivo. Ja, tako. S tem spadaš, pa ugotoviš, da se da, ne. Jaz sem mislil, da je dejstvo, da je gluhota veliko težja invalidnost, kot je slepota. Recimo, mi se lahko pogovarjamo, čvekamo, pojemo, hecimo in tako naprej. Mi lahko mirne duše sodelujemo na Zoom kavici, gluho ne more. In čvek, besedna verbalizacija je osnova teh odnosov med ljudmi. Mi se pogovarjamo med sabo, gluh pa ne more. In gluh je popolnoma izoliran, pri čemer pa njegov materni jezik ni slovenščina, njegov materni jezik slovenski znakovni jezik. To je velika razlika. So pa še večji reveži, zdaj koliko je v Sloveniji gluho slepi. No, o tem pa da ne govorim. Ja, tako je. Ampak eno vprašanje imam. Mislim, jaz si kot na odgovor predstavljam, da imate zelo močno prostorsko inteligenco, kot je logistika, kje je levo, desno. In v bistvu tukaj imam pa vprašanje, kako se orientirate po prostoru, če ga na primer ne poznate, pa se razumem, da imate palco. Ampak tako naprej sem nek dokumentarc gledala, zdaj že zelo pred leti, ampak je bil en gospod, ki je v bistvu tleskal z jezikom. Ja, eholokacija. Tako. Namreč to, kako veš, da je 3 metre v stran ali pa pol metra? To me zanima, kako je ta občutek? Ne vem. Ker imam zaradi zdravljenja, sem brez voha, pa tudi sluh mi peša po obsevanju, jaz z palco. Vem, ker sem leta 1992 bil pacient na Onkološkem inštitutu, smo se tako naredili ena ekipa prijateljev, pa pravi ena, gremo spodaj v sprejemno gledati televizijo, dol so bolj udobni sedeži. In ena sestra je prišla dol, kaj pa delate, pravi, luči ugašam. In sem šel za njo za zvokom, kaj pa je tukaj, je tako odmevalo. Pravi, zlatko, tu na desni strani so ambulante. Koliko jih pa je, tok in tok. Pa hodim tako ob steni, držam po steni, kaj pa tu noter,
pa to je pa laboratorij. In jaz sem oči se osvojeno. Ko enkrat moraš iti z nekom, pa se pa naučiš, ne. Pa si potem recimo, pardon, Tina, a si potem mogoče, a si hitro zapomniš pač projekcijo prostora, ali se rabi nekaj časa? Upam, da si, no, pač kar si, ampak če so pa res kakšne, mislim, zdaj, ker je pa ta novi prizidek, tam se pa še zdravi ne znajde, kaj šele slepi, no. Tudi ne tudi mučiti, ne. Je pa res takole mesto samo, recimo tisti, ki vidijo, aha, ta ulica malo tako zavija. Jaz sem pač neko v glavi shemo, ne. Aha, če grem po tej cesti, bo prva ulica ta zavila, bo ta ulica, nisem pa te detajle šel, pod kakšnim kotom ta ulica prihaja na to ulico, po kateri hodim, ne, ja. Pa to si zapomniš po korakih, ali je to čisto po občutku, časovnem občutku? Ne, s palco, ko hodim, čisto po občutku, ne. Pač se teren spušča, se dviguje, je kje kakšno grmovje, te ali po glavu počohla, ali pa po ramenu, vse take reči, ali pa tudi po prometu. Zlatko, če ti nekdo reče, da je 15 stopnic, a jih šteješ? Ne, s palcem imam pred sabo. No, to sem hodil slišati, ja. Pa nihalna tehnika, ne. Ja. Nihalna tehnika, kaj to pomeni? To pomeni, da imaš palco pred sabo, da ona najprej zadane v stopnico. In ko ne zadane, je stopnic konc. Aha, okej. Pomeni levo, desno, ne je pa recimo tale v Ljubljani Prešernova ulica, ne, in sem šel po Prešernovi, tam nekaj od Maxija, pa po Gregorčičevi do Prešernove in se spuščam dol, aha, zdaj ta Gosišče Lovc, se pa Rinsko prečkam in hodim ob hiši naslednji. Nekaj bo konc šel čez cesto. Ko naenkrat ob meni je veliko prometa. Rekel, to več ni Prešernova. In nazaj do točke, da veš, kje si, pa do pločnika, pa polo pločniku. Je pa bil potem problem v tem, da hiša ni imela vogala, ampak je bila na okroglo narejena. In te to zmede, ne. To te pa zmede. Ja. Kdaj pa pol tukaj ugotoviš, to je zdaj ta točka? Ne, potem sem šel skoraj nazaj do vhoda v tisto lekarno, ki je na vogalu, pa do pločnika, pa v pločniku. Ob robniku, ne. Še eno za težko vprašanje. Kako biti turist? Kaj pa pomeni biti turist zate, za vas, no? Jaz, ker sem turist, ker grem na morje, uživati z družbo, ne. Tako da je potoval po svetu, to pa ne. Ker me zanima, ne, ker pač, ok, si na morju. Nič ne vidiš, ne. Ampak kaj pa slišiš, ne vem. A je to lahko... Valove, slišiš ptice, ti živžavke tam na morju, glasbo, če kdo kaj posluša, pa take reči. Pa govorico dalmatinsko. No, s tem, da seveda zdaj smo že prišli tako daleč, da tudi lahko že kaj potipajo, a ne? Ja. Včasih to niso smeli, jaz vem, ko sem leta, ne vem, kjer 2000-2001, smo šli v Postojnsko jamo, ne, in ko sem želel, da bi malo potipali, da bi videli, kaj to so stalagmiti, stalaktiti, stebri in tako naprej, ne, so me oni tam v Postojnski jami prav grdo gledali in tretje, ne, in potem, ko sem jim težil toliko časa, da so najdli en prostor in so rekli, no, tukaj pa lahko potipate, da boste dobili en občutek, ne. Morate vedeti, da so bili tudi takrat otroci stari tam 14-15 let, ne, in da je do takrat jim tega ni še nihče omogočil, ne, in zdaj pa dejansko se to dogaja, ne, da lahko imajo celo slike ekipe lahko, ali pa celo delajo celo replike ekipov, ne, če kakšna taka zadeva, ne. Počasi gremo naprej, no. Še bolj, vedno bolj. Smeš še nekaj? Eno vprašanje. Kar se tiče teh tekstilnih oznak na pločnikih, cestah, tak naprej. To imate vi probleme z njimi, ne? A vam to dejansko pomaga, ali vam ne? Ker recimo mi imamo določene klančine ki so, ampak so tam samo zato, da so. Pač dejansko nam včasih ne pomagajo, ker je preveliki naklon ali pa je preozko in ne možno postaviti z vozički. Iz tega vidika me zanima, če vam dejansko vse te oznake pomagajo ali bolj ne kot ja. Jaz, ko sem bil v zavodu, sem videl 5% in nisem imel orientacije. Pozneje mi je vid, sem ta vid izgubil, sem z palco v roke in začel s palco hoditi.
In jaz pravim, mene niso učili, kako te taktilne oznake uporabljati. Ne. Sej po Čopovi recimo je tisti kanalček, ne. Ajde, ti smo lahko slediš, ampak se pa kar naenkrat konča. Pa prav kolegica, kaj pa pol, tako neč pa naslepo naprej. No, sam tile taktilne oznake niso toliko stare. Jaz mislim, da se to pojavljajo v zadnjih, ne vem, bom rekel 10, maksimalno 15 let, ne. Brane, kaj ti praviš, se spomniš? Zavod dostopno ORG. Kaj si rekel? Talne oznake se uporabljajo mogoče 10-15 let. Zadnji čas, prej ni bilo tega. Ne, prej ni bilo, ne. Jaz jih opažam tako, res zadnje 5 let, da jih je več. Prej pa je bilo mogoče 1 pa 2 na zelo daleč. Ampak tole, ker so popločniki te kamenčki, kako ne rečem, koliko to mu teče za voziček? Te, mislite, granitne kocke? Ja. Zdaj tako, te, ki so nove, naprimer, tukaj greš po Prešercu, pa to ni moteče. Mislim, je, v glavnem, za ta navaden voz, ki ima majhna kolesa, je malo težje, za jaz, ki imam električen voz, mi ni moteč. So pa pol one stare granitne kocke, kot je tudi, ne vem, ko so, ne vem, ko greš pol tudi v tujino, ne vem, v Firence, pa v Grčijo, pa v Rim, take, ki so res, ali pa v te stare uličice Primorske. Ki so tlakovane, tako. Tako, ki je pa res vigi-vagi. Ja, to pa zna biti moteče, mislim, ampak zdaj je tako, ne. Jaz, na primer, kljub temu, da me motijo, še vedno vztrajam pri tem, da želim vedeti in grem pač zelo počasi, naštudiram levo, desno, da me čim manj nagiba levo, desno, zato ker imam težave z ravnotežjem. Hkrati in kljub temu, da me utrudi, mi je to v veselje, zato ker hočem videti, kaj pa je tam za onim ovinkom, kakšna je hiša in uličica sama, ker me pa, na primer, ta atmosfera ulice zanima ali pa arhitektura. Zato sem tudi vas vprašala, kako je biti turist. Jaz sem bil, ne, pač ne vidiš nič, edin ti opisujejo, pa če je kakšna maketa. Vi imate pa težave z dostopnostjo teh zadev. Sem pa nekje prebral, da pa obstaja neki en program, neka aplikacija. Da smo razvili, zdaj tudi je nek isto postav iz Evropskega sredstva Erasmus Plus in program Turistik, kjer je prav tako več držav bilo vključenih, od Irske, Portugalske, Španije in tako v glavnem. In vsak partner je imel nalogo, da prisostvuje s svojim znanjem k razvoju spletnega modula in aplikacije na temo turizma, dostopnega turizma. Namreč ta aplikacija gre se za to, da omogoči mislim, da se tudi osebe z invalidnostjo, ki so in želijo postati del turistični delavci, da preko spleta dobijo določeno znanje poleg še drugje in se jih opolnomoči z temi digitalnimi veščinami. Tako, in smo v času korone seveda razvijali več modulov, od naprimer, kaj je dostopno turizem, do marketinga turističnega, pa še, zdaj se ne spomnim točno, in se je postavil ta modul in ugotovili smo, da je bil pa razvit v vseh jezikih, to je v teh partnerskih državah, in smo ugotovili, da je ta portal tako zelo širok znanja ima in hkrati, da lahko to vsebino lahko uporabi nekdo, ki ga res samo zgolj zanima turizem, ne pa, da želi biti vključen kot turistični vodič ali pa turistični delavec.
Tako, pa ja, moram pa priznati, ja, kar povej. Gre za tak, reče se virtualni kampus o turistih in gre dejansko res o dostopnem turizmu in o področjih, ki so vezani na dostopni turizem in je 8 različnih modulov, vsak modul ima svojo tematiko in potem imaš na začetku neko teoretično znanje, pa neke vaje in potem na koncu vsakega modula lahko tudi ti sam preveriš svoje znanje, svoje predznanje, pa koliko si dejansko od tega modula odnesel. In Tako potem je. dejansko greš po posameznem modulu, lahko pa greš skozi celoten tečaj, odvisno, kar te zanima. Tako. To je, kar se tiče virtualnega kampusa, kar se tiče pa aplikacija je pa bolj takšna, kot ti v bistvu samo nudi neke praktične nasvete, kako oblikovati ponudbo bolj dostopno, kam se lahko obrneš in tako naprej. Tako da aplikacija je recimo bolj praktična, virtualni kampus pa ti ponuja tudi teoretično znanje glede tega. Ja, aplikacija je bolj tako konkretno, ti da spisek, a imaš to, a imaš to, a imaš to. A imaš to, da imaš nekaj kot checklisto, da te osvetli, kaj vse rabiš, da si dostopen, da lahko se greš dostopnega turizma. Hkrati pa tudi pokrije del pravne zakone, kaj rabiš, če se ne motim, je res neki. Koliko so pa muzeji dostopni za vozičke teh starih gradovih pa to, kaj so? Drugače, kar v veliki meri. Ampak, naprimer, zdaj zadnjič sem šla naprimer v Celje, pa sem zvedela, da je samo pol ta grad na pol dostopen, ne? Ampak ja, delajo na tem, rečemo, no. Enkrat sem slišal misel, da bi obstaja en voziček za prevažanje klavirjev po teh gradovih, po teh dvoranah, po stopnicah, ne. Pa lahko bi še en tak voziček kupili za prevažanje invalidov po stopnicah. To so taki gasilce. Ja, obstajajo tudi že razni prototipi za take stvari, tudi za vozičke, recimo, ko plezajo po stopnicah, ampak je pa problem, da je še zmeraj premajhna ciljna publika, ne, pač. Ja, to je tudi res. Gospodarstvo to tako vidi, da smo premajhna ciljna publika in še se zmeraj zadeve zelo, zelo drage, ne. To je edino problem. To je res. Se pravi, to je skupno s slepimi, ne? Slepi imajo iste probleme, jih je premalo, ne? Ja. Ampak mogoče lih to, ko smo že prej govorili o tej projektu turistik, ne, lih poudarjamo to, da 3% je manjk oseb z invalidnostjo je, ne, od vsega tega prebivalstva, kar pomeni, da je to veliko. Govorimo o tisočih in tisočih. To resnici pol ni tako, nekdo je pravzaprav lahko zasluži na tem področju, normalno preživi, samo pač je to lahko tržna niša, ne? Ja, če kaj rabimo, nas je preveč, če pa tako, kaj bo nekaj naredila, se pa premalo, ne. Brane bi rad nekaj povedal. Brane, izvoli. Invalidov v populaciji 10%. V Sloveniji V Sloveniji je že 10%. V Evropski uniji 10%. Aha, ne. Hvala lepa. Prosim? Tema velika za sebe, ampak vseeno, to, da se malo dotaknemo, me pa spodbudila Tina, ko je na začetku zelo tako simpatično rekla, da je onga mladeniča zelo tako globoko, nižno pogledala, ne. Gre za spolnost, ne. Pri samem razlika med vozičkarji pa slepimi in slabovidnimi je zelo velika, ne. Recimo slepi nismo nikakor ovirani pri sami, da rečem, izvajanju spolnosti, ne. Smo pa zelo ovirani pri navezovanju kontaktov, ne. Poznamo izbor in tako naprej, ne. To si pri vozičkarjih, ne, pa vemo, da vas ljudje, da splošno celo gledajo kot neka brezspolna bitja, ki vam ne priznavajo spolnosti, ne. To je tudi velika razlika. Dostikrat se to zgodi, ja. In to je tudi en sklop našega delovanja, ko želimo tudi, kar se tega tiče, širiti ozaveščenost, da to, če si ti na vozičku, še ne pomeni, da nimaš teh čustev in da nimaš teh potreb. Tako. Ja, jaz se moram pohvaliti, da sem leta 1995 za JHD uredil eno knjižico z naslovom Handicap in seks, ne.
Je to bilo enega 95. leta, tam nekje, no. Tako da je že takrat smo nekako o tem razmišljali, ja, ne. Zbijali tabu temo o tem. Ja, tako, Ja, a lahko še jaz dodam, ker smo že omenili JHD, je to, ne, da oni zdaj prav že lanske, ampak je bilo, jim ni uspel, ampak bodo po bližnji prihodnosti naredili prav okroglo mizo na temo in povabili tudi iz tujine ljudi, posameznike iz izkušenj, bi rekli socialni delavci, ki bodo govorili ravno o spolnosti. In v primeru tukaj JHD dela kar velik korak o zaveščanju tega, no. Tako da, mislim, moram reči, da mi je všeč to, da se čim več govori o tem. Priznam pa, da je tudi meni narodno, tako kot vsakemu. Tema je pač taka, ki je, ko ste jo rekli? Ne rečemo kočljiva ali žgečljiva. Ja, tako žgečljiva. No, ampak je nekaj, kar je treba dati ven na pladen, ker je to nekaj, kar obstaja. Ja, ker je sestavni del življenja, ne? No, naj povem, včeraj, ko sem imel smo imeli pogovor z Sonjo tam v Finžgarjevi galeriji, je med drugim tudi povedala to, ne, da ona je slepa, njen mož je slaboviden in ko sta imela otroka, je dobesedno udarila iz strani Centra za socialno delo, bom rekel, kar po domače evgenika. Je rekla, da to neverjetno, kak nadzor so imeli nad njo in nad njeno familijo, da je pol, hvala Bogu, je naletela na eno pediatrinjo, ki je to ustavila, ne. Da dejansko je to strani, bi rekel, nas je dejansko ta predsodek, ne, v bistvu invalidi pa otroci pa seks pa te stvari, je to res tako kot še v bistvu iz Hitlerjevih časov oziroma iz obdobja pred druge svetovne vojne, a ne. Od strani evgenike. Evgenika, ja. Se mi zdi, da je časi da so več pozornosti potrebni zdravi kot pa invalidi. V določenih primerih, ne. Zvezi s tem mogoče jaz povem primer, ki je nekaj let star. En par zakonca, on je slep, on je slabovidna, imata 3 otroke, 3 punčke, odlično se biti zabila, res odlična družina je, in sta hoteli biti rejnika. In tudi jaz sam sem pisal dopise na ministrstvo, pa tako naprej, dokazoval, da gre za diskriminacijo, ker me niso hoteli dati in nismo uspeli. Ja, to, ko sem omenil ta film, ne, od te Martine je isto not, v bistvu ona je na vozičku, a ne, mislim, da je isto distrofik, ne, on je bil pa kot varnostnik tam ali neki v doma upokojencev. Ja, in potem sta se zaljubila in potem sta tudi pripovedovala, kakšne probleme sta imela, ne. S tem, da je on vztrajal, res precej vztrajal, no, tako da je pa okolica je pa to svet malo čudno dojemala, ja. Ja, seveda. Ja, res je težko, bi sem rekel, tale, kaj hočem reči, je nekaj ste omenil, posvajanje, posvojitve. Ja. Ja, že tako, že itak nasplošno je posvojitev na slovenski zemlji zelo težka. Prej prideš do rejništva. Ne to pa, da si sploh kaj drugače, pa sploh ni debate. Ne, in mogoče zdaj s tem novim zakonom, da se odpira družba malo širše, torej zakonom o družinskih razmerah, da bo pa še do vida, da ljudje smo različni, še niti ne vemo, kako različni in kaj, da v bistvu vsi imamo pa iste potrebe, ista čustva in iste globoke vrednote, ne, in da pač smo si isti na koncu, kljub različnosti. Na koncu so pa le ljudje, ne, tako bi človek rekel. Pa res je, da so to kočljive teme, ampak jaz mislim, da če imamo možnost, da o tem spregovorimo, mislim, da je fajn, da se o tem govori, ker se potem dejansko ugotovi, da smo v bistvu različni, ampak smo si v nekih stvareh pa vseeno zelo podobni, ne. Izhajamo iz istih stvari.
Ja, A veste, to je kaj res. meni zelo všeč? Če se spomnite filma Dolina miru. Ja, ja, No, in notri je vojak, ki je temnopolt. ja, In, se ti se nagrado dobil. a je? No, Igralec, tako ja, daleč Oscarja. nisem. Ja. Aha. Kar pove naprej. Ja. No, in pač sreča punčko in Mhm. fanta, mislim, da oba. In oba Ja. dva se jo tako prestrašta. Na veliko in široko imata oči in tako gledata. In seveda on tako reče, mislim, zdaj karikir, ker se ne spomnim dovolj dobro, pa je poanta pa je, ko ima reče, naj se ne bojita, ne, da je on prav tako iz mesa in krvi, je v bistvu, da je isto, ima rdečo kri, kot ona dva. Ne, da so si podobni, da so isti. Tako, to mi je bilo všeč, ta primerjava. Ja, pa jaz se še tam spomnim inserta, ki je deklico nosil in je deklica No. tako z nohtom podrgnila po njegovem obrazu, pa tako pogledala pod noh, če ima kaj črnega od spodaj, Ja, se res. tako da je pobarvan. Ja, to je pa Maša, ta baletka je tudi razlagala, ja, Ja. kako so jo, a lahko poskusim, ne, mislim tako, prslinili pa borili, ker je pač bila črna, ne, malo drugačna, ne, ta Maša Knez, ta plesavka, ne. Naš kmes. Ja. No, res je. Tako da, v redu, evo, da ne bomo nategovali, ura je že pol 12, tako da Ne morem mislim, verjeti. da smo kar bili uro pa pol skoraj. Meni je bilo všeč takole ena taka izmenjava, zdaj ne vem, eni so še čist tiho, običajno se tudi oglašajo, tako da ne vem, kaj je mogoče. Skratka, zdaj, če ni več vprašanj, Lahko jaz eno kratko, izvoli, Brane. da bom preveč se oglašal. Ko smo govorili o dostopnosti, ne, so na LPP-ju mestni projekt v Ljubljani imajo že dokaj teh nizkopodnih avtobusov za vozičkarje. So pa nekaj dnevi nabavili 41 medkrajevnih avtobusov, bilo po televiziji me prav zanima, ali so ti tudi primerni za vozičkarje, če imate ta podatek. Wow. Ne, nisem niti vedela, da so. Najpodobnejših avtobusov so kupili. Wow, a res, bom preverila. Ni bilo besede o tem, ali so dostopni za vozičkarje ali ne. Zaenkrat medkrajevni še niso bili, ne? Po Ljubljani so, medkrajevni pa zaenkrat še niso bili. Zato sem to vprašal, ja. Kaj pa vlaki? Bova Kaj pa preverila. vlaki? Potujete kaj z vlaki? Kako to gre? Potujemo z vlaki, zdaj smo malo manj, ampak drugače pa gre tako, da na 5 lokacijah po Sloveniji so dvigala. Aha. In to pomeni Celje, Maribor, naprimer Kranj se mi zdi, Ljubljana pa Koper. Mislim, da sem prav povedala, če sem kaj spustila. Laško se mi zdi, da je tudi pa Celje. Nisem prepričana, mislim, da ne. Lahko pa da je zdaj v zadnjem letu. A je opcija kak spremljevalca dobiti na železnici? Vem, da ko smo z Klavdijo potovala v Londonu oziroma tam, je v bistvu se zmeri nekdo pojavil oziroma si ga lahko poiskal in je spravil na... Ja, varnostnik pomagajo. V Ljubljani, za drugot ne vem. Je pa infopotnik, kjer lahko poveš, da boš potoval, ne, da si tak invalid in potem oni na vseh postajah, kjer boš pač prestopil ali izstopil, organizirajo spremstvo, pač pomoč. Ja, tako je, se je. Tudi tam konduktor ali pa kdorkoli nekdo je, ki ti pomaga. Je pa tako, da so tudi zdaj ti novi vlaki, ki so lanskrat prišli, to so belo-modre barve. Vem, da gre do je tudi iz Ljubljane, Kamnik, Kranj. Vem, da vozijo lahko da še kje druge. Ja, z Novo mesto oziroma dol. Tudi v Belo krajino vozijo, ja. Ja. S tem se midva Zlatko to voziva, ne Zlatko? Ja. No, ti imajo rampico. Stopničko, ne. Ja, pa ne vsi, ker niso, ker recimo gledan sem se peljal z enim takim, za katerega ne bi mogli gor priti. Ampak še vedno je med peronom pa tisto stopničko malo lufta, a to se da Ne, to pa je zdaj odgovor, kar sem hotela reči, res je. Ne, zdaj po Sloveniji je problem peroni. Namreč skoraj redko, kjer peron je dovolj visok, da je potlej po višini vlaka, da bi lahko
pol komot pršil noter. Pa ozki so, ne, te peroni tudi. Ja, tudi to je. Ne more z votičkom gor stati, ne. Ja, saj delajo na tem, malo pa po malem se kaj premakne. Vem, da je pač vsak let nek peron, ki je pol bolj dostopen. Ampak priznam, da pa ne vem, kateri so, naprimer, tako kar je to škoda, da ne veš, kateri peroni so dostopni, ki bi lahko pol vsaj tako šel s svojo rapico iz vlakom gor ali dol. Ja, pa to je problem, če je že dostopen peron, ne, se tudi ta vrata na vlak se zelo hitro odpirajo pa zapirajo in včasih nimaš dosti časa, da odreagiraš, da se ustaviš, da greš gor pa dol, ne, in dejansko rabiš nekoga, tudi če si sposoben sam, je fajn, da imaš nekoga zraven, da je hitreje, ne. Ja, je pa tam je konduktor, ki bolj pokaže, kdaj sme izpeljati. Pa kdaj ne. Zdaj pa te novi vlaki so menda pri vseh vratih kamere, ne da tako strojevodja gleda, ampak so pa kamere bolj take nizke kvalitete, tako da lih ni neke čistoče. Tako sem jaz slišal razlago. Pojma nimam. Ne vemo, ok. Dobro. Skratka, bomo končali za danes. Meni je bilo zelo fajn. Jaz upam, Kim in Tina, da se kje vidimo na kaki pijači. Tako mi je bilo prav prijetno z vama, tako da bomo se kje srečali, upam, če ne pa bomo se kaj še poklicali, a ne. Tako da, dragi moji slepi, slabovidni, štartali smo, ne, zdaj upam, da boste redno hodili ob petkih na tole našo Zoom kavico in da bomo še kak takle tabu oziroma srečanje, Kim vidve tudi lahko in Tina lahko tudi se pridružita, če imate ob 10 čas, ko imamo kakšno tako temo. Še koga drugega povabite zraven, a ne, se smo odprti. Tudi, če imate kako temo za predlagati, da bi se pogovarjali. Podiskutirati. Ja, tako, tudi. Na eno tako kavice se dobimo lahko, ne. Kaj je to bilo? Mislim, da je moj message. Ja. Se pravi, da moramo končati. Da moramo končati, ne? Ne, hotela sem dodati, preden gremo, da je bilo res lepo počvekati z vami. Mislim, lepo sem se imela in hvala za možnost, da smo s Kim lahko se predstavljali, pa krat zavod predstavljali, pa tudi tako, da smo zdaj kaj. Jaz predvsem, da sem zvedela, kaj je več tudi o vas. Se lahko čez čas nadimo nadaljevanje, pravim jaz. Tako, ja. Ne, jaz bi pa bolj kot nadaljevanje tega bi predlagal kako skupno akcijo, ne? Kako skupni projekt, ne? Ja. Tudi to. Dušan? Ja, izvoli, Brane. Anja je dala odličen predlog za temo. Kaj bi mi brez Anje? Ja, predstavitev Dušana Brešarja Mlakarja. Kdo bo pa vodil? Nika. Anja. A Nika? V redu. Nika si slišala. Eni te bolj poznamo, eni te manj poznajo, zakaj te ne bi, če si skozi z nami? Ja, res. Super ideja. V redu, bomo se zmenili. V redu, ok. Nika, predlagali so, da me boš ti predstavila z Zoom kavico. V redu. Ok, bomo. Ajde, živ. Ok, ajde, lepo se imejte. Hvala. Enako, živ. Mahamo, dio. Dio, živ. Hvala, dio.